Osebe z okvaro sluha lahko že od leta 2008 pišejo na številko 112. Zato ima velike zasluge tudi Zveza društev gluhih in naglušnih, ki se je takrat povezala z Upravo za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Spomnim se tistih začetkov, bili so težki začetki. Ko se je sprožil klic na 112 preko SMS-a, si moral veliko odgovarjati na vprašanja. In en klic, in potem vsako vprašanje, odgovor, drugo vprašanje, odgovor. To je trajalo kar precej časa in izgubljali smo čas. Tako da osebe za okvaro sluha je v bistvu to odvračalo od uporabe. Raje so se preusmerili na klicni center za gluhe in naglušne, kjer so imeli možnost, da v hitrem postopku v bistvu sporočijo, naprimer, ali je primer nesreče, nevarnosti, ko so poklicali klicni center ali pa poslali sporočilo na klicni center. In tolmač razume naše potrebe in hitro ugotovi našo. Prednost Nexesa je, da bo omogočal hkratno komunikacijo med klicateljem, dispečerskim centrom in vsemi ostalimi službami. Policijo, reševalci, gasilci. Novost projekta je, da bo klicatelj lahko uporabljal tudi spletno klepetalnico, naložil bo lahko slike ali videe in uporabljal videoklic. Razvijalci projekta pa so imeli v mislih tudi gluhe in naglušne, za katere so v projekt vključili tudi povezavo do tolmača znakovnega jezika. Partner projekta je tudi Evropsko združenje gluhih. I work as the project officer at the European Union of the Deaf, and in the Nexus project there are actually 17 partners, and the European Union of the Deaf is responsible for accessibility and wanting to specifically look at the end user, the deaf and hard of hearing end users, for emergency services, for 112 services, not that there would only be text services, but to make sure that simple language is used, and not to think that you only use one sign language, that there are actually many different sign languages used in all the countries, that they need to realize, just like there are different spoken languages, you also have all the different sign languages. So many of the partners did not know this and realized that they had to. Na predstavitev projekta Nexus so bili povabljeni tudi gluhi Slovenci, ki so lahko preizkusili, kako naj bi v prihodnosti izgledal videoklic na številko 112 po vsej Evropi. Torej, ta aplikacija je super, to zelo rabimo za tiste nujne primere. Sem zelo navdušena tem, kaj je dobro. To, da je moj, da vidi sebe, potem klicni center, tolmača in pa tudi ali oddelek gasilcev, policija ali medicinska pomoč. Vidiš vse štiri v tej videokonferenci, to je super. Kaj pa bi izboljšal? To, da bi bile večje slike, da ne bi bilo, ne vem, Tako da vsi udeleženki zdaj lahko komunicirajo. Zelo še ambulanca, se pravi, v tem primeru bomo imeli že 5, ne? Projekt Nexus v bistvu izkorišča vse prednosti sodobnih tehnologij, to pomeni, da omogoča tako prenos tekstovnih sporočil, video sporočil, zvoka, hkrati pa izkorišča tudi možnosti, da na ta način komuniciramo oziroma kličemo na številko 112 kjerkoli v Evropi. Skratka, ta možnost ne bi bila dana v vseh državah, ne glede na to, kako so države organizirane. Projekt Nexus je še v fazi razvoja in testiranja. Razvijalci bodo mnenja vseh partnerjev in bodočih uporabnikov poskušali vključiti v aplikacijo, ki jo bodo ponovno testirali v Bukarešti.